Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Turistična zveza Slovenije je na dnevih slovenskega turizma v Portorožu podelila priznanja najbolj urejenim in gostoljubnim krajem v okviru odmevnega tekmovanja Moja dežela, lepa in gostoljubna. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 105 mest in krajev, 20 kampov in glampingov, 6 mladinskih prenočišč, 21 tematskih poti in petrolovi bencinski servisi. Med turističnimi kraji je prvo mesto zasedla Kranjska Gora. Najlepše urejen in najbolj gostoljuben turistični kraj po mnenju komisije pa je v letošnjem letu Kranjska Gora. Janez Hrovat, župan občine, izvolite po priznanje. Kranjska Gora. Kraj z dolgoletno turistično tradicijo skuša z novo marketinško kampanjo goste privabljati skozi celo leto. Kraj je čist in urejen, osrednji del mesta pa zaradi kavarn in prodajnih butikov dobiva vtis živahnega turističnega jedra. Izboljšuje se infrastruktura za ponudbo športnega turizma. Izpostavljamo nove plezalne ferate in gradnjo kolesarske povezave med Ratečami in Planico. Izboljšuje se gastronomska ponudba, tudi na račun nove kulinarične poti, ki je združila 5 različnih kranjskogorskih gostincev. Dvig prepoznavnosti Kranjske Gore pa zagotovo dviguje tudi prenova Korone, igralniško-zabaviščnega centra, ki letos predstavlja eno največjih prenov v slovenskem turizmu in v občini Kranjska Gora. Igralništvo je namreč poleg kongresnega turizma in organizacije večjih prireditev eden od ključnih segmentov pri pozicioniranju Kranjske Gore kot celoletne destinacije. Še vedno pa so premalo izkoriščeni motoristi, ki ostajajo zgolj tranzitni gostje na Vršič. Kranjska Gora, iskrene čestitke. Dvakrat sem kiksnil. Gremo napačno smer, čez Vršič v Kranjsko Goro, pa še pol ni čist po ta pravi specifikaciji. Ja. Sodeč po videnem se Kranjski Gori obetajo živahni časi v turizmu. Kje imate rezerve? Je tu v posezoni? Jaz mislim, da imamo rezerve predvsem v prijaznih ljudeh, v šolanem kadru, topli roki, pa v iskricah očeh. Pa v motoristih, ki grejo mimo Kranjske Gore. To tudi verjetno. Sigurno eden od segmentov, ki ga lahko še nadgradimo. Imamo sosednjo občino Bače, Finkenstein, Fakersee, ki to zna, zelo ampak uspešno. mislim, da jim kar sledimo. Mogoče se pa lahko pobratite z njimi. Ja, v bistvu vse dobro sodelujemo z občino, tako z županom in mislim, da tudi naš v bistvu station Harley Davidson po letu v centru Kranjske Gore pomeni ena tako znanilko pomladi tudi v tem segmentu. Ja. Tako. Iskrene čestitke, Kranjska Gora. Ja, v bistvu izredno ponosen na vse akterje, na vse ljudi, ki verjamejo v Kranjsko Goro, ki delajo v Kranjski Gori, ki se trudijo za to, da pač smo to priznanje dosegli. In tukaj moram poudariti res, da turistično društvo z roko v roki sodeluje in tudi Klavdija, jaz mislim, da je ena glavnih, ki je zaslužna za to. Izredno ponosni. To je že drugo priznanje v zadnjih 27 letih za destinacijo Kranjska Gora. Iskrena zahvala res vsem prostovoljcem. Hvala tudi občini Kranjska Gora za sodelovanje, vsem domačinom, ki so v Kranjski Gori prepoznali, da je urejenost kraja ena izmed največjih vrednot in na tem bomo delali še naprej. V Kranjski Gori se bodo torej tudi v prihodnje trudili pri urejanju krajev po dolini. Ja, eno leto, kot veš, je pač moratorija na dobljeno prvo mesto in bomo mogli en let počakati. Do takrat si naberemo energijo, naredimo še ducat novih dobrih stvari v kraju in upamo, da drug let kandidiramo s kakšnemu drugemu krajem v naši občini, prav tako čudovitem Dovjem, Ratečami, Martuljkom, tako da municije nam ne zmanjka, idej tudi ne. Ljudje zmeraj bolj verjamejo v turizem in v kruh, ki se lahko v turizmu zasluži.
tako da mislim, da je Kranjska Gora na pravi poti. Med prejemniki priznanj za kakovost in uspešnost turistično-gostinske zbornice so tudi zaposleni kranjskogorske družbe Hit Alpineja. Vodja hotela Korona Marija Zupančič-Falak je prejela priznanje za posebne dosežke pri delu in doprinos k dvigu storitve. Vodja trženja v družbi Hit Alpineja Fedja Pobegajlo pa priznanje za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma. Na tekmovanju gostinsko-turističnega zbora je Maša Potočnik, zaposlena kot receptorka v Ramada Resortu Kranjska Gora, prejela srebrno priznanje. Jernej Rac iz hotela Špik pa je na tekmovanju v pripravi jedi po naročilu osvojil srebrno priznanje in bronasto medaljo. Za 30-letno uspešno delo je priznanje prejel tudi kamp Kamne z Dovjega. Na redni seji so se v sredo sestali kranjskogorski občinski svetniki in svetnice. V prvi obravnavi so potrdili proračun za prihodnje leto. Predlagani so odhodki v višini dobrih 11 milijonov 600 tisoč evrov in so za 30 tisoč evrov nižji od ocene realizacije leta 2018. Prihodki so planirani v višini dobrih 10 milijonov 170 tisoč evrov. Glede na oceno iz lanskega leta so 4% višji in sicer zaradi turistične takse, komunalnega prispevka, davka na promet nepremičnin in sofinanciran naravnih nesreč. Občina Kranjska Gora ima v načrtu razvojnih programov za obdobje 2019 do 2022 velik del sredstev namenjenih za ravnanje z odpadno vodo, ločevanje kanalov meteornih voda od fekalne kanalizacije ter nadaljevanje gradnje kanalizacijskih vodov. Na področju oskrbe z vodo se bo nadaljevala gradnja vodohrana Podkoren in priprava za vodohran Kranjska Gora. Nadaljevalo se bo urejanje cestne infrastrukture, ki zajema obnovo cest skozi vaška jedra, sprehajalne poti, pločnike, kolesarske poti na relaciji Rateče-Planica ter parkirišča za avtodome. Planirana so vlaganja v športno in turistično infrastrukturo, prav tako vlaganja v šolstvo, kjer bo največja investicija ureditev vrtca v Mojstrani. Občina Kranjska Gora bo pristopila tudi k konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. Gorenjske občine so januarja 2016 na svetu Gorenjske regije sprejele predlog regionalne razvojne agencije BSC Kranj po izdelavi trajnostnega energetskega načrta Gorenjske, tako imenovanega TEN Gorenjska. Načrt bo spodbujal sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi. BSC Kranj je za izdelavo TEN Gorenjska pridobil evropska sredstva v okviru programa Interreg Alpine Space, projekt PIS Alps. Februarja je bilo na svetu Gorenjske regije potrjeno 15% sofinanciranje lokalnih skupnosti v Gorenjski regiji. TEN Gorenjska bo izdelan na podlagi metodologije v okviru konvencije županov za podnebne spremembe in energijo. Konvencija je evropsko gibanje, v katerem prostovoljno sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki se zavežejo k izvajanju ciljev Evropske unije na področjih podnebnih sprememb in energije na svojem ozemlju. Je edinstveno gibanje, ki se je začelo leta 2008 s podporo Evropske komisije in ima danes že več kot 7100 podpisnikov. Tudi v Bohinju so se na seji ta teden sestali svetniki in svetnice. Sklepe seje povzema podžupan v funkciji župana Jože Sodja. Ja, res smo tik pred zdajci, pred volitvami, ne bi bila ena izmed zadnjih sej. Zdaj težko rečemo je zadnja, ampak ena izmed zadnjih sej. Moram reči, da je bilo na tej seji izpostavljeno pač tisto, kar smo pričakovali. Izpostavljen je pač bil naša odločitev, da ne gremo v proračun, in pa izpostavljena je bila gradnja ali pa ne gradnja brvi na Rju. Pač podane so bile zahteve, da se gre v prvo branje, da gremo v prvo branje proračuna in pa v rebalans. To se moramo napraviti odločiti. Problem je čas. Problem je tudi, bom rekel, finance. Treba je ugotoviti, da mi to lahko prenesemo finance z enega projekta, ki recimo ne bo izpeljan na druga, pa da ki to pod 23. členom, to je pod vprašajem. To moramo preveriti, ker
po zakonu naj bi se to ne dalo. Pričakujemo, da bo ta jesen saj do teh volitev, potem pa še volilna ta dirka ta mesec bo še fejst traja. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Jutri ob 11. bo uradno odprtje obnovljenega igrišča pri osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora. Nastopili bodo otroci iz vrtca in šole. Muzejski večer Moški je izdelal Aljažev stolp bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. Gost bo Marko Bradač, pravnuk kleparskega mojstra Antona Belca. Letni koncert Triglavskih zvonov z gosti bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem v soboto ob 19. Otroška gledališka predstava Moj dežnik je lahko balon bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 17. Rateški smen bo v nedeljo od 9. do 13. na trgu na Gorici. Na dogodku bo bogata ponudba jedače in pijače ter stojnice z domačo in umetnostno obrtjo. Bralni klub z Benjaminom Gracerjem bo prihodnji ponedeljek 22. oktobra ob 17. v knjižnici v Kranjski Gori. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne jesenske dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!